V knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici v 3. nadstropju bo od danes pa vse do 17. junija odprta razstava rodbine Vurnik. Mi pa smo zmotili pri svojem delu, ko je pripravljala svojo razstavo Petra Puhar iz Kranja. Lepo pozdravljena, Petra. Kaj lahko poveva o Vurniku, glede na to, da sva na Vurnikovem trgu? Ja, prav zato ta razstava prihaja v Radovljico. V osnovi je bila narejena v Mestni knjižnici Kranj in ker oboje te dve knjižnici, to sta knjižnici, ki sta izredno močni v domoznanstvu, to se pravi v obravnavi zgodovine rodnega kraja, smo se odločili, da to razstavo, ki je bila najprej v Kranju ob 3 obletnicah leta 2019, zdaj ob priložnosti, ko so Vurnikovi dnevi v Radovljici, preselimo tudi sem. Še en razlog je pa seveda ta, da so bili Vurniki seveda Radovljičani. Mi smo se pri razstavi sicer bolj osredotočali na Kranj, ampak jaz mislim, da bo vendarle tudi toliko splošnega, pa toliko nenavadnega, da bo zanimiva tudi za publiko v Radovljici. Kaj vse vidimo na tej razstavi? Ja, jaz sem skušala narediti en popoln pregled vsega, kar je bilo na voljo z vsemi temi viri, ki jih seveda v knjižnici imamo. Poleg tega sem sodelovala še z Gorenjskim muzejem, pa z arhivom in z drugimi, ki so mi nudili informacije in slikovno gradivo. Tako da mislim, da je kar en lep povzetek vsega tega, kar so ustvarjali 3 generacije Vurnikov. To je res ena izjemna rodbina, 3 generacije, ena za drugo, vsi ustvarjajo, začne se s podobarstvom, kot se je takrat temu reklo, potem pa to preide pri Ivanu Vurniku pa že v stroko, v arhitekturo. Podobarstvo, stavbarstvo, arhitektura, treba je pa tem velikim možem, Vurnik starejši, mlajši in Ivan, dodati seveda še Heleno, ženo arhitekta Vurnika, ki je tudi velik delež prispevala, pa se mogoče o njej malo manj govori. Skratka, predstavljeni so vsi trije z vsem, kar se je našlo za ta prostor, ne za celo Slovenijo. Je to prva razstava Ivana Vurnika v Radovljici ali jih je bilo že več? Ne, to pa zagotovo ne. Radovljica se vsako leto posveča Vurnikom, tako da to ni prva, je pa drugačna. Se pravi, nekaj prinašamo vsem, kar je mogoče manj znano, ker smo se osredotočili na Kranj. Pa če dovolite, bi poudarila za poslušalce, gledalce in jih povabila na obisk s tem, kar je mene najbolj presenetilo pri raziskovanju. Začela sem s tem narodnim domom v Kranju, ki ga ravno tole pred nama vidimo, in naletela na veliko presenečenje, ki še ni bilo objavljeno, namreč, da je bil prvotni načrt povsem drugačen. In je potem prišlo do, očitno pri naročniku, nisem našla potrditve v pisnih virih, ampak očitno je prišlo do naročenih sprememb in je Vurnik potem načrt spremenil v eno popolnoma drugačno, en poseben stil te stavbe. Drugo presenečenje, ki ga je marsikdo v Kranju pa širše že pozabil, je pa to, da so še za Vurnikovega življenja to stavbo popolnoma, milo rečeno, prenovili. Jaz bom pa malo bolj ostra, mislim, da so jo degradirali, ker so jo po drugi svetovni vojni spremenili v eno modernistično stavbo, ki nima nobene zveze več s trgom, na katerega se je ta stavba s stopniščem lepo odpirala in je danes ena žalostna podoba, tako vizualno kot vsebinsko. To je bilo eno presenečenje. Drugo presenečenje, vsaj zame, je bilo pa to, da je bil Ivan Vurnik velik urbanist in da je pravzaprav za Kranj bil edini, ki je naredil celovit urbanističen načrt za mesto. Žal ga niso v celoti izvedli, ampak njegovi čudoviti zametki pa so še danes vidni, pa se jih pravzaprav Kranjčani ne zavedamo. Avtorica Petra, hvala lepa za to predstavitev. Z veseljem, prijazno vabljeni.